Sobota, 4. april. En mesec po tistih prvih okužbah, ki smo jih zaznali v Sloveniji, en mesec je minil in mi se zdaj še vedno ukvarjamo, mislim, smo sredi krize, verjetno bo to trajalo še kakšen mesec ali pa celo več, da se bomo osvobodili te korona krize. Tisto najhujše bo še prišlo, tistega me je strah, ampak strah me je tudi gluposti lastnega naroda, ne. Namreč ta desna vlada je kar rigorozno zastavila te ukrepe, nekateri nam ploskajo, recimo eni Srbi nam ploskajo in hočejo naknadno, po tisti prvi samozavestni drži, naknadno vpeljati policijsko uro in vse to, kar imajo tam dol, in Srbi se branijo Vučića, ne. On je capo di banda, ne. Ana Brnabić, predsednica vlade, oni imajo drug sistem, ne, tam so res zastavili, ker se jim obeta kaos. Mi pa sledimo tej krizi po diktatu stroke, ki jo pa diktira Evropska unija z izkušnjo ne samo Kitajske, ampak Italije, Španije. In mi smo malce policijski, ne, ali pa mogoče še premalo policijski. Te vojske nekako ne pustimo, da nam pomaga ali pa da policajem pomaga na meji, da se policisti lahko ukvarjajo z redom znotraj te naše države, ker te kure brez glave te bi se kar šetale po svetu brez omejitev, ne. Influencerke ala Damjana Bakarič se delajo pametne, da glava peče, ne. Jaz pa trdim, da se v teh časih moramo nekako distancirati od teh demokratskih načel delanja pametnega, tudi znotraj parlamenta, kjer sicer vlada parlamentarna demokracija. Mi moramo neke bolj rigorozne ukrepe sprejeti, če tudi na to opozarja tale, kaj že, Andraž Teršak. Da je vprašanje, če so vsi ti ukrepi, ki vlada sprejema, pravno vzdržni. Nepravilno v tem trenutku je delati nekaj, kar je dobro za državo, nekaj, kar je prav, ne. Če smo mi moralno odgovorni, postkonvencionalno moralno razsodni, bomo nekaj delali, ker je prav za državo, če tudi mogoče malo mimo zakona. To je tista najvišja stopnja moralne razsodnosti, kot bi rekel Lorenz Kohlberg. Ampak se ne bom tukaj na Kohlberga referiral, ampak se bom referiral na Michela Foucaulta. Tole sem tamle iz knjižnih polic, Zgodovina norosti v času klasicizma. Sem jo potegnil, ampak mislim, da se bom na nadzorovanje in kaznovanje bolj oprl. Foucault je namreč veliko govoril o ideologiji, ideološkem aparatu države, ki državi, vladi služi, da nadzoruje, regulira, disciplinira ljudi. Ampak je rekel, da je ideologija zamenjala policijski, vojaški aparat, ki je skrbel za red in disciplino. Ampak do Foucaulta bom še prišel, prej bom popeljal Jona Elstjerja. To je pa en norveški sociolog, politolog, mislec bom rekel. Norvežan, ki ga je pri nas pred 35 leti nekako, leta 83 je napisal knjiga Sour Grapes. Renata Salecli pa to ni, da je to prevedla, čeprav mislim, da je ta knjiga zdaj prevedena, ampak je napisala knjigo 91. leta Disciplina kot pogoj svobode. Se pravi, bodimo disciplinirani znotraj nekih gabaritov, če bomo disciplinirani, smo lahko svobodni. In to velja toliko bolj v teh časih. Svobodni smo lahko v karanteni, mimo karantene pa ne. No, Renata Salecli zadnjič se je po radiju delala pametna, pol ure demokraciji govorila, kot da ne bi pisala te knjige Disciplina kot pogoj svobode, kot da ne bi poznala tega koncepta, ki ga že leta 88 v Problemih napisala Sour Grapes, se pravi kislo grozdje. Jon Elstjer je vpeljal essentially byproduct, se pravi bistveno stranski proizvod nečesa, recimo izobraževanja in vzgoja. Vzgoja ne sme biti glavni cilj edukacije, se pravi vzgojno-izobraževalnega procesa. Vzgoja ne sme biti taka, ki je bila v socializmu, kjer smo imeli tisto znamenito vsestransko razvito osebnost, ki je bila glavni cilj vzgoje v inštitucijah.
Potem so pa naši vrli modrici naredili en kolokvij leta 85, vsi vrli misleci prihajajoči, ki so danes mainstream, so bili referenti, Pavel Zgagaj, pa je minister Ratu, mislim, Močnik, Žižek, Eva Bahovec, so vsi takrat neki se pametne delali, da država ne sme skrbno načrtovano vzgajati, ampak je vzgoja bistveno stranski proizvod izobraževanja. In zdaj bom pa ta koncept Jona Elserja upeljal v razumevanje skrbi za zdravje, ki mora biti temeljna naloga naše države, naše vlade. Naša vlada nima za cilj disciplinirati ljudstvo kar tako, ampak cilj naše vlade je zajeziti širjenje koronavirusa. To je temeljni cilj in tega se moramo vsi zavedati. Skrbno načrtovano se moramo lotevati zajezitve širjenje koronavirusa. To je temeljni cilj. Bistveno stranski proizvod je pa discipliniranje naroda. Bistveno stranski proizvod, ki ni kar tako sam po sebi skrbno načrtovan. Elaborat, kako bojo policisti, vojaki vzdrževali nek red, zato da se glupe, brez glave kure ne bi okuževale same med sabo, pa še druge, ker v objemu sočutja bi šlo kar na obisk detku pa babici in se okužile okrog nas. Zato moramo imeti policijski nadzor, ker so kure brez glave. Lasten narod moramo zaščititi pred lastno glupostjo. Zato moramo spoštovati še nekaj tednov, mesec, 2 policijske ukrepe, ker je to dobro za nas. In zaupati moramo vladi. In levičarje moram reči, če tudi je ta vlada desna, če tudi je poglavar te vlade Janez Janša, ki bomo ne vem kaj naredili vse. Ampak v tem trenutku ga moramo spoštovati, ker vlada dela za dobro naroda, narodu je treba ohraniti zdravje. To je temeljni cilj. Bistveno stranski proizvod je pa disciplina, krotkost, regulacija, nadzor, disciplina. In to je moj point tega mojega izlaganja. Zdaj se bom pa referiral na Michela Foucaulta, ampak ne na zgodovino norosti, ampak na nadzorovanje in kaznovanje. To je knjiga, na katero sem se jaz uprl v tej moji prvi knjigi, ideološke paradigme v športu sicer, ampak ideologija je sama po sebi neka zakonitost. In te se tukaj sklicujem na Foucaulta in njegovo ugotovitev, da, zdaj citiram, v srednjem veku policijskega aparata niso uvedli le za vzdrževanje reda in miru, niti ne v pomoč vladajočemu sloju v boju proti notranjem in zunanjim sovražnikom, temveč za zagotavljanje preskrbe s hrano, za higieno in za vzdrževanje različnih standardov. Zato smo državo sploh upeljali, oziroma so jo upeljali Grki, ker so rekli, treba se organizirati. In zdaj so krizni časi in mi moramo upoštevati napotke vlade, če tudi so ti napotki rigorozni, imamo, bi rekel, nima anarhije, ne smemo imeti, zato imamo, disciplino imamo. Avtokratski pristop državo je zaželjen. Prosimo lahko, tisti, ki smo modri, da naj država v red spravlja te kure pa anarhiste, da se ne bojo svobodno šetali vse povsod. Mi moramo v tem trenutku spoštovati ukrepe vlade in se ne spraševati, je ta vlada leva ali desna. Tudi če bi bila leva vlada, če bi imela rigorozne ukrepe, se mi ne bi smeli spraševati, kje je tukaj demokracija, ali bomo imeli policijsko državo. Policijsko državo moramo imeti, ker mora država zajeziti širjenje koronavirusa. Ta fobija pred policijsko državo, to je nek konstrukt neke gluposti oziroma nekih nezavednih procesov, ki sem jih obdelal v nekih drugih videih in jaz upam, da me vsaj malo poslušate, da se kdo kaj od mene nauči, zato snemam te videe. Hvala.